prosim za minuto molka za vse tiste ljudi, ki jih imamo že na drugi strani življenja. Tu mislim tudi v tem trenutku uradnega papeža Katoliške cerkve. Minuta miru. Vem, da je veliko ljudi v tem trenutku občutilo bolečino ali nerazumevanje, zakaj sem to izrekla. Kot veste, imam danes že 4. del na temo, zakaj je Gospod Jezus Kristus največji človek, ki je kdajkoli živel na tej zemlji. On je moj učitelj že več kot 33 let. In naučil me je, da molim tudi za svoje sovražnike, da molim za grešnike, da molim za vse tiste ljudi, ki še niso dali svojega srca, svojega duha, tej brezpogojni ljubezni, ki je v našem statutu zapisana v 1. alineji 9. člena. Praksa je več kot samo izrečena beseda. Zato sem to izrekla. Vsi, ki smo tukaj na tej zemlji, potrebujemo veliko milosti. Nihče od nas ni tako svet, da bi lahko vrgel kamen na kogarkoli. Vsak, ki je na tej zemlji, ima eno določeno misijo. In če jo izpolni, je njegovo življenje na drugi strani lahko sveto ali pa na žalost na en način se očiščuje, uči vse, kar je bilo slabega storjenega na tej zemlji, vsaka duša na drugi strani uvidi, spozna. Tudi moja mami, ko je odšla na drugo stran, mi je dala nekaj dobrih lekcij in spoznanj, ko je odšla. Prej žal tega ni mogla storiti. Zakaj ne? Ker je bila polna bolečin, polna zamer, polna zmot in zablod tega sveta. Tudi ko človek zapusti to zemeljsko življenje, vidi popolnoma drugače in ne želi, da njegovi bližnji ali otroci ali mož ali prijatelji delajo njihove zmote in napake. Moja mami mi je dala nasvet: odpuščaj, odpuščaj, odpuščaj. Zakaj? Zakaj je odpuščanje tako zelo pomembno za vse izmed nas? Zakaj je sodba tako zelo nevarna za vse nas? Zelo preprosto. Če sodimo, smo kot sončni mrk. In sodba je črna pika v naši duši. In več, ko je sodb, več je črnih pik. In če je teh črnih pik preveliko, več kot 50% je naša duša na poti v smrt, v bolečine. In zaradi tega veliko duš ni odrešenih, nimajo nebozetja, ampak umrejo. Jezus Kristus ni prišel na to zemljo, da bi kogarkoli sodil. Ne. To je bila velika milost za vse nas, za vse zemljane.
To je bilo veliko njegovo delo usmiljanja, delo milosti. Zakaj? Če ne bi Gospod Jezus Kristus se rodil kot človek na tej zemlji, bi na tej zemlji ostala smrt, trpljenje, vojne, bolezni. Še naprej bi bilo veliko darovanja otrok, še veliko bi bilo mučanja, še veliko bi bilo vojn in zmot in zablod. Vendar Jezus je prišel s popolno ljubeznijo na to zemljo, da bi odpravil vse grehe, tudi žrtvovanje otrok, tudi žrtvovanje živali, tudi zamere, neodpuščanje. Prišel je z ljubeznijo, da bi ljubezen zmagala v srcih vseh nas, ki smo na tej zemlji, še v sponah zemeljske realnosti. Zato je največji človek, ki je živel na tej zemlji. Bil je popoln, bil je ljubezen, vendar je prevzel telo zemljana, človeka. In kot človek je živel na tej zemlji, vendar je imel Božjega duha, Božje spoznanja. Težko si predstavljamo to ljubezen. To je tako kot mi, ki smo navajeni lepega življenja, civiliziranega življenja, odidemo v puščavo, ker ni ne vode, ker je vse mrtvo, ni rožic, ni sadja. Puščava. Tako si lahko tudi vi predstavljajte sedaj, kako se je počutil Jezus, ko je prišel z nebeškega čudovitega kraljestva na to zemljo, kjer je bilo samo trpljenje, greh, vojne, laži, krvave daritve, ubijanje otrok, ubijanje bratov, kraje, mučenja, sami grehi. In vendar je bila ljubezen Boga večja, tako velika, da je resnično poslal svojega sina, s katerim je ustvarjal vse vidno in nevidno na to zemljo, da bi vsak, ki bi ga sprejel v svoje srce, postal človek ljubezni, ne človek greha. Da bi ga ljubezen preporodila, spreobrnila, da bi živel s to ljubeznijo in da bi delal dela ljubezni in dobrotljivosti. Zato je prišel Gospod Jezus na to zemljo, ni prišel trpeti, ni se prišel križati, ni se prišel mazohistično mučiti, ne. Prišel je zato, da je kot prvorojenec, ki je vstal od mrtvih, obujal mrtve v Hadesu. To je največje sporočilo stajenskega dneva. Kot človek je živel, kot človek je umrl in kot človek je odšel v Hades, ker so bili vsi mrtvi, ki so umrli do tega dneva, ko je tudi Jezus kot človek prišel v Hades. To je bila njegova glavna misija. Mi vemo, da je na zemlji ubujal mrtve, mi vemo, da je ozdravljal slepce, mi vemo, da je vrnil sluh gluhim. On ni rabil umreti zato, da bi nekaj dobrega na zemlji naredil. Ne. On je prišel na zemljo in je vedel, da je njegova misija, da gre v Hades. Reševati vse svoje brate in sestre, ki so zaspali v veri v vstajenje. To je bilo njegovo poslanstvo. Zato je rekel, jaz bom odšel, umrl bom, ampak tretji dan bom vstal. Ko to razumemo vse. Zakaj je še vedno na zemlji greh? Zakaj se še vedno ubijajo? Zakaj še vedno
kradejo otroke, jih darujejo Molohu, ne Bogu, lažnim bogovom. Zato lahko to razumemo. Ker to, da je Jezus umrl na križu, ni nikogar odrešil, ki je še na zemlji. Prav nikogar. Odrešuje ljubezen, ki jo sprejmemo in jo darujemo sebi in bližnjim. Samo to odrešuje. Vendar tisti mrtvi, ki so umrli pred Jezusom, so bili mrtvi. In če ne bi Jezus v Hadesu te ljudi obudil, ko je bil obojen, ko ga je Bog obudil tretji dan, ne bi bilo prvega vstajenja mrtvih v Hadesu. To beremo v Mateju 27. poglavje, 53. vrstica, da so se grobovi odprli in da so vstali mrtvi. To je bilo prvo vstajenje mrtvih. Do Jezusovega odhoda v grob ni bilo vstajenja. Bila je samo smrt. Vendar veliko ljudi je umrlo v veri, da ko bo prišel Božji sin na zemljo, da jih bo obudil v novo življenje, da jim bo dal vstajenski dan, ko bodo vstali od mrtvih v telesu. In to se je zgodilo. In kdo ima še upanje na vstajenje? Tisti, ki še vedno darujejo otroke Molohu? Ne. Tisti, ki delajo vojne? Ne. Kdo ima upanje na tej zemlji na večno življenje? Samo tisti, ki sprejmejo Božjo voljo, ki sprejmejo Boga v svoje srce, ki sprejmejo to brezpogojno ljubezen, jo živijo in jo darujejo bližnjim. Tudi grešnikom, tudi ljudem, ki delajo slabo. Zakaj? Zato, ker nimamo pravice nikogar soditi. Naj prvi vrže kamen, ki je brez greha, je rekel Jezus Kristus farizejem in Izraelcem, ki so želeli kamnati prostitutko. Jezus pa je rekel, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen na njo. Nihče ni vrgel kamna na njo, prav nihče. In Jezus je rekel, a vsi so odšli, tudi jaz te ne sodim in te ne bom obsodil. Pojdi v miru in ne greši več. S tem je rekel, da ji je dal blagoslov in ona ga je sprejela in ni grešila več, ker pomeni, da je sprejela Božjo ljubezen v svoje srce in ni več darovala svojega telesa za denar ali za užitke ali, ampak je sprejela ljubezen, Božjo ljubezen. Tisto ljubezen, ki bi jo mogla Eva živeti, pa je šla v drevo spoznanja dobrega in slabega, šla je v drevo sodbe. Zato je tako pomembno, da vemo, da Jezus ni sodba. Jezus je milost. Tista milost, ki jo vsi potrebujemo. In če imamo karkoli proti komorkoli, odpustimo. Odločimo se za mir, da ne bomo izgubili svoje svetosti in svojega vnebohoda, ko bo čas tudi za nas. Jezus Kristus je prinesel na to zemljo resnično dobro novico. Da nas Bog ljubi, brezpogojno, da ima odprte roke in nas čaka, da pridemo ponižni, z ljubeznijo, ne način skesani, čeprav je ta izraz zlorabljen velikokrat, da pridemo iskreno,
pred Božjo resnico in priznamo tisto resnico, s katero smo kogarkoli ali sami sebe ali bližnje prizadeli. In se odločimo, da bomo odpustili, da bomo popravili, kar smo zagrešili, da bomo povrnili tisto, kar ni bilo prav, da smo storili, zato, da bo naša vest in naša duša očiščena vseh zmot in zablod, ki smo jih storili ali hote ali ne hote. Zelo je pomembno, da razumemo, da smo vsi poklicani k popolni enosti z ljubeznijo, vendar je pot do te enosti tlakovana z iskrenostjo. S tisto iskrenostjo, ki omogoča, da naša duša ponovno zaživi tisto ljubezen, s katero nas tudi Bog ljubi. Ko mi ljubimo svoje bližnje brezpogojno, je Bog tisti, ki nas očiščuje, ki nam daje mir, ki nam vrača zdravje, ker ko dajemo ljubezen, jo tudi čutimo. Ni pomembno, če nas ti ljudje, ki so na napačni strani, še ne razumejo, če nas obsojajo. Ni to pomembno. Pomembno je, ali smo mi tisti, ki dajemo ljubezen. Če mi ne dajemo ljubezni, ne moremo nikoli zaživeti tistega notranjega miru, ki ga daje ta brezpogojna ljubezen. Jezus Kristus, ki je prišel na to zemljo kot Božji sin, kot nekdo, ki nam je odprl vrata v globje razumevanje, kaj je Božja volja, je imel res neskončno veliko ljubezni do vseh nas. Na križu je izrekel: moj Bog, odpuščaj, saj ne vedo, kaj delajo. Ostal je zvest ljubezni. Pa se vsi vprašajmo, a smo mi zvesti tej ljubezni? Ali mi resnično blagoslavljamo naše neprijatelje? Ali delamo za mir in sprave? Ali imamo čisto srce? Ali smo sodniki? Vprašajmo se. Ali smo v drevesu spoznanja dobrega in slabega? Ali smo v drevesu brezpogojne ljubezni in življenja? Vsak se mora za sebe odločiti. Pot od zemeljskega življenja v sveto Božje življenje je pač pot, ki jo je treba prehoditi. In kdor jo prehodi, je njegova nagrada v polni meri in enost Božjo ljubeznijo. In vsem nam želim, da to pot prehodimo s to brezpogojno ljubeznijo, ki nam jo je pokazal Gospod Jezus Kristus s svojim zgledom, s svojim življenjem, ko je prišel na to zemljo s to misijo, da je premagal smrt in odprl vrata za večno življenje v telesu. To je velika milost in velika ljubezen, ki nam jo je izkazal Jezus, ki nam jo je izkazal sam Oče nebeški in ki je zastonjski dar za vse nas, ki smo se odločili, da bomo izpolnjevali Božjo voljo. To, da je Jezus odpravil krvave daritve živali in otrok, da je odpravil greh, da je odpravil smrt, da je prinesel to Božjo milost in ljubezen na to zemljo in v naša življenja, ga dela resnično za največjega, najlepšega, najboljšega Božjega sina, ki je kdajkoli živel na tej zemlji.
In vsi smo lahko samo globoko hvaležni. In hvala, ker boste sprejeli v svoje srce ta evangelij, to radostno vest, da se popolnoma vsak lahko odloči, da bo imel v svojem srcu samo čisto Božjo ljubezen in jo tudi daroval vsem svojim bližnjim, tudi vsem grešnikom. Hvala lepa za vašo današnjo pozornost.